Vem, da se nasvetov Jelene Dimitrijevič vsak mesec zelo razveselite. Tudi tokrat smo jo ujeli v ekološki trgovini Kalček, ko nam je dala nekaj nasvetov za zdravo poletje in počitnice brez težav. Jelena, poletje je tu, kakšno hrano naj uživam? Tako, ki nam dejansko najbolj paše v tem letnem času, tudi vsak od nas začuti, da potrebuje majčkeno več sadja oziroma hrane, ki nas bo hidrirala in seveda tudi obile take hrane. Moramo paziti, da ne užijemo veliko hrane, ki je predelana, to na splošno velja, ampak posebej v tem letnem času, ko je poletje, takrat ni pražene hrane, ni veliko sladkarij, sladkamo se seveda s sadjem, se hidriramo s kakšnimi lubenicami, melonami in tako dalje, ker so itak fenomenalne tudi zaradi naše kože, ker vsebujejo veliko likopena. Potem pšenica je velik problem, zaradi tega, ker zgosti kri, potem srce mora pumpati več in se dobro izogibati pšenici, nasplošno tistim glutenskim žitom, hkrati ne užijemo recimo veliko živil živalskega izvora, izogibamo se mleku, mlečnim izdelkom, nasplošno užijamo ogromne količine sadja in zelenjave. Tisti, ki recimo želijo v tem času naredijo kakšno postno kuro ali razstrupljanje izključno mogoče samo s sadjem, kakšnimi zelenjavnimi sokovi, tako da je ta čas v bistvu namenjen temu, da se telo bolj prečisti, da se dobro hidrira in narava nam je tudi dala tako hrano, da v njej uživamo. Pa obstajajo kakšni posebni ukrepi zdaj, ko so temperature višje? Ja, vsekakor. Če užijemo hrano, ki je dobra, ki nas hidrira, je to prvi korak, da v bistvu ohlajamo svoje telo. To pomeni veliko sadja, veliko zelenjave, kakšnih zelenjavnih sokov in na tak način bomo uravnavali na pravilen način tudi telesno temperaturo. Pomembno je, da vodo, ki jo pijemo, ni mrzla voda, čeprav marsikdo bo pomislil, ja, zdaj se bom ohladil tako, da bom spil nekaj z dodatnimi kockami ledu, ampak nažalost bomo dobili obraten efekt na tak način, da bo tudi želodec se bo pregreval, zaradi tega, ker bo mogel segrevati tudi tisto vodo, to bo tudi obremenilo delovanje srčno-žilnega sistema in če tudi pojemo kakšno hrano, ki v bistvu vsebuje nekaj več maščob, tudi se sam proces prebave bo upočasnil. Ohlajamo se sadjem, kot sem rekla, in hkrati recimo izvajamo kakšno knajpanje v smislu do kolen ali tudi do komolcev se ali polivamo recimo ali damo v malo bolj mrzlo vodo, tam nekako 18 stopinj bi bila dobra. Tisti, ki so bolj pogumni, lahko izvajajo tiste metode, ki imenujemo jih Wim Hof metoda, ker tudi gremo v bolj tako mrzlo vodo. To je način recimo, da si pomagamo svojemu telesu, da se ohladi. Izogibamo se pretiranom izpostavljanju sončni svetlobi. To ne pomeni, da ni treba biti na soncu, to je zelo priporočljivo, ampak moramo tudi paziti, se pravilno obleči in se izpostavljati soncu takrat, ko je to za nas bolj varno. Smo bolj v senčki in na tak način si bomo zelo pomagali, da nam ne bo tako vroče. Na kaj pa moramo biti pozorni, ko se odpravljamo na počitnice? Ja, vsekakor je dobro, če gremo recimo v kakšne oddaljene kraje, da poznamo, kam bomo šli, da se pred tem pripravimo. Namreč najbolj pomembno je recimo, ker če se nismo veliko časa izpostavljali sončni svetlobi, da se pol tudi telesno pripravimo, tako da zaužijemo ogromno antioksidantov, lahko so tudi kakšne dodatki, ampak še boljše, recimo sadje, zelenjava, zelišča so fenomenalna, začimbe v bistvu, ki vsebuje veliko antioksidantov. Na tak način se pripravimo, da ne bi prišlo do poškodbe od samega sonca. Hkrati pa zaužijemo probiotike, posebej recimo Saccharomyces boulardii in kakšne druge probiotične seve, da pol ne bi prišlo do tega, da recimo mikroorganizmi, ki za nas niso znani, da nam povzročajo težave. Ponavadi vemo, da se dobi potovalna driska in tako dalje in nadaljujemo z uživanjem teh probiotikov tudi v tem času, dokler smo na dopustu. Tudi pomagajo kakšni prebavni encimi, če smo nekje, kjer res ni tak znan kraj, potem si zobje umivamo z vodo, ki je iz pipe, da se na tak način telo počasi privadi na tudi te drugačne mikroorganizme, ostala voda pa seveda pijemo, ki je ustekleničena. In če užijemo hrano, gledamo, da res vemo, od kje prihaja, kako je pripravljena in tudi, če vzamemo sadje, zelenjavo, razkužimo recimo z zeolitom, to zelo pomaga. Tudi si recimo pri driskah vzamemo s seboj tisto aktivno oglje, pa si tudi recimo kakšni sodi bikarboni in kisu, jabolčni kis ali limoninem soku, tudi naredimo en tak pripravek, da si očistimo čim bolj tisto sadje in zelenjavo in upajmo, da bo to vsaj koliko toliko dovolj, da ne bi bilo kakšnih težav na samem potovanju, da bomo uživali.